Kako uravnati ustrezno raven kortizola? S čim je to povezan? Veliko ljudi reče, pa zjutraj se zbudim, da bi me vlak povozil, zvečer pa kasova ne morejo zaspati. Kaj je razlog? Neuravnovešen kortizol. Kortizol mora biti zvečer namreč nizek, zjutraj pa mora biti visok. In kako to naredimo oziroma s čim si pomagamo? Veliko stvari nam pomaga, predvsem pa disciplina. In sicer, da gremo zvečer ustrezno spat. Kajti, če gremo ustrezno spat, bomo na takšen način omogočili vsem ostalim hormonom, da se bojo zrihtali. Ampak kaj pa, če ne moreš zaspati? Pa smo tukaj. Torej, znižati moramo raven kortizola zvečer na takšen način, da vsaj 2 uri pred spanjem, in to bi mogli biti ob 9. najkasneje, nehamo gledati televizijo, nehamo gledati vse ekrane in se izognemo modri svetlobi. Potem bomo lahko lažje zaspali. In raven kortizola mora biti zjutraj visoka, torej je treba zjutraj zgodaj vstati. In ko zjutraj zgodaj vstanemo, jo zaktiviramo na takšen način, da gremo na svetlobo. Torej, da spijete kavico ali vodo, karkoli počnete, da to počnete ob velikem oknu, ob oknu, ki ga imate, in gledate ven. Kajti mrežnica je povezana z kortizolom in na takšen način torej zaktiviramo, da se vse skupaj začne. Boljše se bomo počutili ne zaradi kave, ki jo bomo pili, ampak dejansko zaradi aktivacije kortizola v mrežnici. Tako da čim več naravne svetlobe, tudi takrat, kadar je morda oblačno, je to še vedno okej, kajti mrežnica bo to prepoznala. Če vas zanima še kaj več o hormonih, jaz vam priporočam, da pridete kdaj na vikend za dušo, kjer obravnavamo hormone, ko bo to seveda mogoče oziroma ko je mogoče, pod pravimi pogoji. Sicer pa obstaja tudi e-priročnik na spletni strani klepetobkavi.si, brezplačen, hormonski protokol spanja se imenuje. Lahko pa nasploh preverite tudi kakšen je vaš nivo DHEA. DHEA je namreč hormonska zaščita pred stresom. In v kakšni ravni je, izvemo na podlagi vprašanj. In ta vprašalnik lahko torej brezplačno izpolnite na klepetobkavi.si in potem boste dobili odgovor, ki bo vseboval tudi rešitve. Torej, na kakšen način, kako, kaj, zakaj. So pa nasploh pri hormonskih zadevah zelo krasni adaptogeni. Adaptogeni so pametne rastline, ki točno vejo, kater hormon morajo zvišati, katerega morajo znižati, kateremu morajo tisto dodati, to dodati in tako naprej. Kjer pritisk morajo zvišati, kjer ga morajo znižati, kak morajo narediti s tem, skratka. Adaptogen pride v telo in naredi tisto, kar mora narediti, ker ima inteligenco. In to inteligenco lahko naredi samo narava. Zato adaptogene rastline rastejo v težkih pogojih. In na takšen način, kot samo ime adaptogene pove, zadaptirajo tudi naše telo, da smo mi bolj adaptogeni, torej da smo bolj prilagodljivi. In ljudje božji, nikoli v življenju in nikoli v zgodovini človeštva ni bilo tako pomembno, da se lahko prilagodimo na situacije kot danes, ko je situacija vsak dan drugačna in se moramo prilagoditi vsak dan. Tako da adaptogene vam res priporočam, da se malce poglobite v njih, obstaja jih kar nekaj, izberite seveda kvalitetne.